Najprej bi prav prisrčno pozdravila prav vse nove člane, ki so se nam pridružili, ker je Mihael uspel narediti novo prijavnico. Prav vsem novim članom prisrčna dobrodošlica. Vedno več nas je, ki smo se odločili za brezpogojno ljubezen. To je tudi prva alineja 9. člena statuta Društva za srečno življenje, BELIS. Zakaj sem leta 2002 ustanovila to društvo? Tedaj sem bila zelo žalostna. Marsikdo izmed vas pozna mojo tragično zgodbo. Kaj so naredili z mojim 10-mesečnim sinom, ko sem ga pripeljala z eno ranico na ritki na infekcijsko kliniko 10. januarja leta 1997. O tej zgodbi ne bom danes govorila, lahko si preberete v knjigi Pripetljaj in trepetljaj, ki jo je poleti napisal Mihael. Za dobrobit vseh ostalih otrok, ki naj jih ne bi doletela ta tragična usoda. Kraja krvi in organov je kaznivo dejanje. Tudi v imenu medicine, tudi v imenu, da se pomlajujejo bogati in da tisti, ki so bolani in potrebujejo organe, to ni upravičilo. Nikakor ne. Vsak izmed nas ima v originalni kodi svoje duše zapisano popolno življenje. Če ga ne živimo, to je naša odgovornost in naš izziv. Zakaj je tako pomembna brezpogojna ljubezen, da jo sprejemamo in tudi darujemo? Ker nas ta ljubezen varuje in ščiti pred vsemi težavami tega življenja na zemlji, od sistema, od vseh bolezni, od bolečin in ne nazadnje tudi od smrti duše in telesa. O brezpogojni ljubezni bi lahko napisala kar nekaj knjig in o moji poti iz mojega pekla v mojo novo realnost, v moje novo življenje, ki ga živim zavestno, ker vem, da je to edina pot, ki osvobaja, ta brezpogojna ljubezen. Ni enostavno odpustiti ljudem, ki so nas ranili, na kakršenkoli način pokrivem obsodili. Ni enostavno. Še posebno, če se to zgodi med našimi najbližnjimi. Jaz osebno sem zdravnikom 100% do leta 1997 zaupala, jih spoštovala, cenila in bila prepričana, da so v službi za izboljšanje zdravja. Na žalost sem morala spremeniti svoje mišljenje, svojo vero. In naučila sem se, da moram prisluhniti svojemu notranjemu glasu, ki mi je tedaj 10. januar opozoril, da naj ne peljem svojega 10-mesečnega sina na infekcijsko kliniko. Premalo zaupanja sem imela vase in v svoj notranji glas. Zato vsa ta leta ne sprašujem več ne zdravnikov, ne bližnjih,
Kaj je moj naslednji korak? Katero besedo naj izgovorim? Kaj naj delam? Sprašujem svoj notranji glas. Sprašujem ta glas, ki me vodi, varuje in ščiti pred težavami tega sveta. Zato je naše društvo, Društvo Belis, tako na en način inovativno v Sloveniji, ker je za mano res težka zgodba. Zaradi neposlušnosti temu notranjemu glasu sem nehote prizadela svojega 3. sina, 10-mesečnega otroka, ker nisem zaupala sebi in svojemu notranjemu glasu. Zato je to društvo sedaj na en način nastalo iz mojega trpljenja za mojo notranjo svobodo. In verjamem in upam, da nisem edina, ki sliši sedaj ta notranji glas in ga tudi posluša in ga živi v svojem vsakodnevnem življenju. Izredno sem hvaležna Mihaelu in vsem vam članom Društva za srečno življenje Belis, ki ste se odločili za to brezpogojno ljubezen do sebe in do bližnjih, ki ste se odločili za življenje, za radost, za zdravje, za mir, ker to je najmočnejša energija, najmočnejša odločitev, ki lahko vsak izmed nas v svojem življenju sprejme zase in za svoje bližnje. In zato toplo pozdravljam naše nove člane. Mislim, da jih je 31. In verjamem, da nas bo vedno več, ker ljubezen ne boli. Ljubezen ne ranuje, ljubezen ne škoduje, ljubezen nas usrečuje. Posebno ljubezen, ki jo darujemo brezpogojno svojemu življenju, sebi in tudi vsem bližnjim. Zato toplo pozdravljeni in hvala Mihaelu in tudi našemu podpredsedniku Egidiju, da smo danes, en dan pred Prešernovim praznikom, ponovno odprli živi Zoom za vse, ki si želite stika, živega stika z nami, ki verjamete v ljubezen, ki verjamete v zmago ljubezni v naših življenjih in ki verjamete v zmago ljubezni tudi v Sloveniji in v Evropi in v svetu. Jaz osebno verjamem. Ko se sonce pokaže, vsi oblaki izginejo. In dobrodošli v Društvu Belis, novi člani. Iskrena hvala, da nam zaupate in ne bomo vas izneverili. Hvala lepa za vašo prijavo. Veste, obstajajo nekatere teme, nekatera vprašanja, ki preprosto ne izginejo. Desetletja vztrajajo v zavesti naroda. No, danes se bomo poglobili v eno takšno, morda eno najbolj bolečih v zgodovini Slovenije. Pogledali si bomo uradno parlamentarno poročilo, ki se končno loteva vprašanja domnevno ukradenih otrok. In to nas pripelje do tistega osrednjega, res ključnega vprašanja. Kaj se je pravzaprav zgodilo z ukradenimi otroki v Sloveniji? To je vprašanje, ki res že leta odmeva v javnosti in terja odgovore. Gre za sume, ki segajo desetletja v preteklost in so, jasno, pustili zelo, zelo globoke rane. In poglejte, to je to. Prav ta dokument je osnova našega današnjega pregleda. In zakaj je tako pomemben? Ker tukaj ne govorimo več o govoricah ali namigovanjih. To je uradni odziv države. To vmesno poročilo je tisto, ki postavlja temelje, nek formalni okvir in seveda jasen namen cele preiskave. Dobro, gremo po vrsti. Kako se država sploh loti tako kompleksnega, tako občutljivega vprašanja? Vse se je začelo seveda z oblikovanjem uradnega preiskovalnega organa. Poglejmo, kako je to potekalo. In stvari so se, moram reči, odvile precej hitro. Poglejmo časovnico.
Vse se začne 22. maja 2024, ko državni zbor odredi ustanovitev parlamentarne preiskave. Že slab mesec kasneje, 19. junija, so imenovani člani in vodstvo. In potem, 4. julija, ima komisija že svojo prvo ustanovno sejo in uradno začne z delom. Manj kot 2 meseca od odločitve do akcije. To pa res kaže na neko nujnost, na zavedanje, da je treba to vprašanje rešiti. Torej, kdo so ljudje, ki vodijo to preiskavo? Na čelu komisije je predsednica Alenka Jeraj, podpredsednica pa Alenka Hebel. Ampak, kar je morda še bolj pomembno, v komisiji je 9 članov in 5 namestnikov iz različnih poslanskih skupin. Zakaj je to ključno? Ker zagotavlja nek širši nadstrankarski nadzor nad celotnim postopkom. In tole je res zanimiv in pomemben podatek. Komisija se ni zaprla sama za vase. Imenovala je tudi zunanje strokovnjake. In kar je še posebej pomembno, vključili so predsednico Društva Izgubljeni otroci Slovenije. To je res močan signal, da želijo v preiskavo vključiti ne samo specializirano znanje, ampak tudi glas tistih, ki jih ta zgodba najbolj zadeva. Dobro, zdaj ko vemo, kdo preiskuje, poglejmo, kaj točno preiskujejo. Vsaka resna preiskava se namreč začne z jasno zastavljenimi cilji. Kakšno je bilo torej poslanstvo te komisije? Poglejmo si ga. Če povzamemo, cilji so kar obsežni. Seveda, najprej je treba razjasniti dejstva in okoliščine. Kaj se je dogajalo, kje, kdaj, kako, vse od leta 1965 naprej. Potem je tu vprašanje odgovornosti. So bili vpleteni javni uslužbenci, so organi oblasti morda zatajili, ampak, veste, cilj ni samo gledati nazaj. Ključen del naloge je tudi pogled v prihodnost. Predlagati spremembe zakonov, da se kaj takega, če se je dogajalo, nikoli več ne ponovi. V redu, cilji so postavljeni, misija je jasna in zdaj se začne tisto pravo detektivsko delo. In vsako tako delo se začne pri papirjih. Sledenje papirnati sledi. To je bil začetek resnično obsežnega brskanja po arhivih. Tale številka na prvi pogled morda ne pove veliko. 38. Ampak pomislite, toliko se je komisija opravila od svoje ustanovitve do izdaje tega poročila. 38. To je ogromno. To res priča o intenzivnosti dela, o količini gradiva, ki so ga morali pregledati v tako kratkem času. Njihov prvi korak, njihovo osnovno pravilo je bilo kristalno jasno. Preden lahko sploh začneš delati kakršnekoli zaključke ali kogarkoli zasliševati, moraš imeti na mizi vse dokumente. Zbrati je treba vso razpoložljivo dokumentacijo in obseg tega zbiranja, bil je resnično ogromen. Začeli so zelo strateško, vrgli so recimo temu široko mrežo. Prve zahteve za dokumentacijo so šle na 2 ključna naslova. Na eni strani Ministrstvo za zdravje, ki je seveda pristojno za bolnišnice, na drugi pa Društvo Izgubljeni otroci Slovenije, da dobijo pogled z njihove strani. To res kaže na metodičen, premišljen pristop že od samega začetka. In potem se je ta mreža začela širiti. In to po celi državi. Poglejte ta seznam. Od Murske Sobote do Novega mesta, Jesenic, Celja. Iskanje se je razširilo na splošne bolnišnice po praktično vsej Sloveniji. To jasno pove, da ne preiskujejo samo enega osrednjega primera, ampak gledajo na dogajanje po vseh regijah. In mislite, da je bilo to vse? Niti slučajno. Obseg se je samo še večal. Dodatne zahteve so šle na naslove največjih zdravstvenih ustanov v državi. Oba univerzitetna klinična centra, Ljubljana in Maribor, pa še Nacionalni inštitut za javno zdravje. Tukaj postane popolnoma jasno. Komisija resnično ne pušča nobenega kamna neobrnenega. Iščejo vsak uradni zapis, ki bi lahko kakorkoli osvetlil te dogodke. Dobro. Zdaj, ko smo videli ves ta obseg dela, vse to zbiranje dokumentacije, se seveda postavi vprašanje, kaj smo izvedli, kakšni so zaključki. In tukaj je res pomembno razumeti, kaj to poročilo sploh je in kaj nam pove o trenutnem stanju preiskave. In ključni besedi sta pravzaprav zapisani že na sami naslovnici. Vmesno poročilo. Poudarek je na vmesno. To pomeni, da to ni konec zgodbe, niti približno. To je zgolj posnetek stanja, nekakšen snapshot v določenem trenutku. Delo še zdaleč ni končano. Torej, če potegnemo črto, kaj je glavno spoznanje? Tole. Preiskava je še vedno v fazi zbiranja dokazov. Končnih zaključkov še ni. Komisija je, bi lahko rekli, šele na začetku svoje poti, odgovorov še ni, so pa zdaj postavljeni trdni temelji za njihovo iskanje. To poročilo torej ni pika, je kvečjemu vejica v zelo, zelo dolgi zgodbi iskanja resnice.
In vse to nas na koncu pripelje do enega širšega razmisleka, ki pravzaprav presega zgolj to preiskavo. Ko se narod tako globoko zazre v svojo preteklost, v tako boleče rane, kaj je pravzaprav končna nagrada? Je to pravica? Je to resnica? Ali je to morda mir? Pred nama leži prava pošast od dokumenta, dobesedno. Ja, kar zajeten kup papirja. 345 strani uradnega poročila Državnega zbora. Na naslovnici piše: Vmesno poročilo o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok. Na prvi pogled deluje, precej suhoparno, skoraj kot nek birokratski dnevnik. Ampak najina naloga danes je, da razvozlama, kakšno zgodbo ta dnevnik v resnici pripoveduje. Točno tako. In ključna beseda, ki si jo omenil, je vmesno. Aha, To ni konec zgodbe in ne prinaša nobenih končnih sodb. Predstavljaj si to poročilo kot, recimo, fotografijo sredi maratona. dobra primerjava. Ne vemo, kdo bo zmagal, ampak zelo jasno vidimo, kdo teče, kakšno taktiko uporablja in pač kako resno jemlje tekmo. V tem primeru je tekma parlamentarna preiskava. Preiskava o sumih odvzemov otrok v porodnišnicah, ki sega, mislim, da vse od leta 1965 naprej. Tako je. Ustanovljena je bila maja 2024 in to, kar imava pred sabo, je v bistvu prvi javni vpogled v njeno delovanje. V redu, maraton torej. Poglejmo najprej tekače. Kdo je v tej ekipi in kaj točno njihov cilj? Kaj želijo s to preiskavo sploh doseči? No, cilji so zastavljeni zelo ambiciozno. Dokument jih našteva 7 in so res zgovorni. Ne gre jim samo za to, da bi pojasnili okoliščine posameznih sumov. To je šele prva točka. Že to je ogromno dela. Seveda, ampak oni gredo veliko globlje. Se pravi, ne iščejo samo odgovora na vprašanje, kaj se je zgodilo z otrokom X, ampak jih zanima širša slika. Točno, zanima jih, kateri interesi so sploh pripeljali do teh primerov. Interesi, ja. Želijo preiskati morebitno vpletenost nosilcev javnih funkcij, pa tudi oseb v zdravstvu, na centrih za socialno delo, v administraciji. Ključno vprašanje, ki si ga zastavljajo, je, ali so institucije to omogočale, morda celo prikrivale ali pri tem aktivno sodelovale. To ni več iskanje posameznih krivcev, to je analiza celotnega sistema. Sistemska napaka, ne zgolj posamezne tragedije. To popolnoma spremeni perspektivo, ne? Popolnoma. In kdo so ljudje, ki so si naložili to ogromno nalogo? Ekipa je sestavljena iz poslancev, komisijo sestavlja 9 članov in 5 namestnikov iz poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in Gibanja Svoboda. V redu. Vodita jo predsednica Alenka Jeraj in podpredsednica Alenka Helbl, obe iz SDS. Ampak kar je morda še bolj pomembno, je, koga so povabili zraven. Poročilo omenja zunanje strokovne svetovalce. To se mi zdi ključno. Angažirali so več strokovnjakinj, med njimi pa mislim, da res izstopa Simona Šeremet-Kalan. Predsednica društva Izgubljeni otroci Slovenije. Tako. To je pa močna poteza. Se pravi, glas prizadetih družin ni samo nekje v ozadju kot pričanje, ampak je aktivno vključen v samo strojnico preiskave. Točno. Glas teh družin pomaga usmerjati, kaj in kje iskati. Neverjetno. S tem preiskava dobi ne samo dodatno znanje s terena, ampak tudi kredibilnost in človeški obraz. Zagotavlja, da se preiskava ne bo izgubila v birokraciji in pač pozabila, zakaj se je sploh začela. Zraven nje sta še 2 imeni. Tako, tu sta še Janja Skamlič in Žasmina Bekić, ki pomagata pri prebijanju skozi te gore dokumentacije. V redu, imamo torej močno kombinacijo politične avtoritete in znanja s terena. A kot sva rekla, ta dokument je ogromen in njegova prava vsebina se ne skriva v imenih, ampak v metodi dela. To deluje manj kot klasična preiskava in bolj kot nekakšna arheološka odprava skozi desetletja papirnice v arhivov. To je popolna primerjava. Bistvo dosedanjega dela, ki ga to poročilo razkriva na stotinah strani, je sistematično in množično zbiranje dokumentacije. In delajo hitro. Zelo. Komisija je imela do zdaj 38 rednih in 8 nujnih sej, kar kaže na izjemen tempo. A glavna dejavnost je pošiljanje zahtevkov. To je prava birokratska ofenziva, s katero mečejo mrežo čez celotno državo. In ta mreža je, sodeč po seznamu institucij, neverjetno široka.
Predvidevam, da so začeli z očitnimi. Seveda. Zahtevki so šli na vse splošne bolnišnice in oba klinična centra, torej v osrče dogajanja. Logično. Zdravje in notranje zadeve, policijo. Kar je tudi logično za preiskavo morebitnih kaznivih dejanj. Ampak potem na seznamu opazim Ministrstvo za obrambo. To pa je presenetljivo. Kaj si iščejo tam? In glej, tukaj se pokaže, morda celo genialnost njihove strategije. Ne iščejo samo dokumentov o rojstvu ali smrti, Ampak, iščejo duhove v sistemu. Pri Ministrstvu za obrambo so zahtevali podatke o fantih in moških, ki so izpolnjevali pogoje za vpis v vojaško evidenco. aha, poskušajo ugotoviti, ali se je fant, ki je bil rojen, desetletja kasneje pojavil na radarju države, ko bi se moral. Točno. Če se ni, je to rdeča zastava, ki jo je treba pojasniti. To je navzkrižno preverjanje življenjske poti. Točno to. Pletejo mrežo za podatkovne anomalije skozi celotno pričakovano življenjsko dobo osebe. In seznam gre naprej. Upravne enote, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za sodno medicino, vsi večji zgodovinski arhivi. In celo pogrebna podjetja. Tako. Pokrili so dobesedno vse, od zibke do groba. Fascinantno, ampak kaj točno zahtevajo? Predvidevam, da ne pošiljajo samo splošnih vprašanj. Daleč od tega. Zahtevki so lasersko natančni. Kažejo, da točno vedo, kaj iščejo. Naprimer, Iz bolnišnic, recimo, ne zahtevajo samo poročil. Želijo obdukcijski zapisnike za novorojenčke, podatke o uporabi inkubatorjev, interne protokole o ravnanju s trupli, serijske številke identifikacijskih zapesnic. to so sledi, ki bi morali obstajati. Če jih ni, To je že informacija sama po sebi. tako. In potem pride podatek, ki resnično izstopa. Zahtevajo tudi parafinske vzorce tkiv. Čakaj malo, parafinski vzorci. To niso več samo papiri, to je biološki material. To mi pove, da ne gre zgolj za popravljanje zgodovinskih zapisov. Oni se aktivno pripravljajo na prihodnost. Na morebitne DNK teste, s katerimi bi dokončno povezali otroke z njihovimi starši. Točno. To je forenzična preiskava, preoblečena v parlamentarno. Popolnoma se strinjam, medtem ko od Centra za socialno delo zahtevajo vse podatke o posvojitvah EMŠO, otroka, datum, predlagatelj in od upravnih enot kopije matičnih knjig. So ti parafinski vzorci dokaz, da razmišljajo o neizpodbitnih znanstvenih dokazih? Tako je. V redu, ampak skeptik bi lahko ob pogledu na vse to rekel: lepo in prav, ampak to je birokratska ribiška odprava. Zbirajo terabajte podatkov, medtem ko to poročilo, kot smo ugotovila, ne vsebuje še niti enega potrjenega primera. Razumem pomislek. Kakšen je smisel objave 345-stranskega poročila, ki v bistvu pravi samo še vedno delamo? Ali ne obstaja nevarnost, da se utopijo v teh podatkih in nikoli ne pridejo do zaključka? To je osrednje vprašanje in odgovor je, večplasten. Na prvi ravni je to vaja iz transparentnosti. Da pokažejo, da se nekaj dogaja. Tako, javnosti in predvsem prizadetim družinam sporočajo: glejte, delamo, to so naši koraki, nič ni skrito, to je pomembno za ohranjanje zaupanja. Ampak na globši ravni je to poročilo, je močno sporočilo institucijam samim. Sporočilo v smislu pritiska? Točno. S tem, ko pedantno dokumentirajo vsak zahtevek in vsak odgovor ali pa neodzivnost, ustvarjajo javni zapis o tem, kdo sodeluje, kdo zavlačuje in čigavi arhivi so sumljivo nepopolni. Gledamo vas. V bistvu ja. Sporočajo, vemo, koga smo vprašali in kaj smo vprašali. Nikamor se ne morete skriti. Hkrati pa je to nujno, saj se zavedajo, da delajo z izjemno občutljivimi osebnimi podatki. Poročilo na vsaki strani omenja varstvo podatkov. Kako to poteka v praksi? Vsa dokumentacija se steka v varen informacijski sistem Državnega zbora, imenovan UDIS. To je nekakšen digitalni sef. Aha. Vsak dokument, ki ga prejmajo, dobi svojo številko, zabeleži se točen datum prejema, to zagotavlja sledljivost in preprečuje očitke o manipulaciji s podatki, seveda pa to tudi upočasni proces. Verjamem. Digitalizacija desetletij starih ročno pisanih dnevnikov mora biti ogromen zalogaj. Ogromen.
Torej je vrednost tega dokumenta v tem, da postavlja temelje, da gradi ogrodje za naslednjo fazo, ki bo dejanska analiza podatkov iz bolnišnice v Mariboru s podatki iz Centra za socialno delo v Kopru in recimo vojaške evidence v Ljubljani. Natančno. To poročilo je dokaz, da so temelji postavljeni trdno in skrbno. Pokaže nam arhitekturo preiskave, preden so zidovi sploh postavljeni. Kaže na strategijo, ki je dolgoročna in temelji na podatkih, ne na anekdotah. Če torej potegneva črto po to najno analizo, ta obsežen dokument ni zbirka šokantnih odkritij, ampak je nekaj morda še pomembnejšega. Kaj pa? Je natančen načrt in dnevnik ene najbolj kompleksnih in občutljivih preiskav v zgodovini samostojne Slovenije. Res je. Ključni poudarki, ki jih lahko izluščimo, so, mislim, da 3. Poslušam. Prvič. Jasna strategija, ki cilja na sistemske napake, ne le na posamezne primere. Drugič. Pametna poteza vključitve civilne družbe, s čimer so preiskavi vdahnili človečnost in znanje s terena. In tretjič? In tretjič, osredotočenost na forenzično, skoraj arheološko zbiranje primarnih dokumentov. To kaže na iskanje trdnih, neizpodbitnih dokazov. Za konec pa še misel za poslušalce. To poročilo do potankosti dokumentira, koga so prosili za katere podatke, prikazuje neverjeten napor, da se iz drobcev informacij, raztresenih po vsej državi, sestavi celotna slika. Ob tem se pojaja eno ključno vprašanje. Vprašanje, ki bo verjetno odločilo o končnem uspehu te komisije. In sicer? Kaj bo na koncu predstavljalo največjo oviro pri iskanju dokončnih odgovorov? Bo to namerno prikrivanje strani tistih, ki imajo kaj skrivati? Ali pa preprosto neizogibna erozija časa? Dejstvo, da so se številni ključni papirni dokumenti v desetletjih selitev, reorganizacij in digitalizacije zavedno izgubili v prahu arhivov.